Torej, samostojna razstava Lepidopterarium Janje Kosi prevzema naslov iz naslova Hiše za metulje. Hiša za metulje v tem primeru razstave funkcionira kot neka metafora krhkih vtisov arhitekture iz urbanega okolja, ki jih je v bistvu umetnica po eni strani zbrala, po drugi strani pa transformirala v tovrstno prostorsko risbo. Postopek, ki ga umetnica raziskuje, je v bistvu, da se ukvarja s tem, na kakšen način dojemamo svoje urbano okolje. Pri tem umetnica se odloči za fotografski medij in s tem medijem v bistvu nabira en kup različnih dobesedno fragmentov arhitekture in vedno išče neke nove poglede, mogoče tudi kakšne detajle, zgradb, arhitektonskih podob, ki v bistvu mogoče jih nismo nikoli opazili, tudi če je to naš subjektivni pot. Ona se v bistvu ukvarja tudi lastnim subjektivnim občutkom za orientacijo v urbanem okolju in raziskuje, na kak način je ta občutek v bistvu upogojen. Po eni strani gibanje po samem prostoru je zelo pomemben del tega procesa, po drugi strani pa tisto, kaj ostaja, je v bistvu podoba. S tem, da ta podoba, ki jih ona nabira, se toliko transformirajo, da v bistvu so že neprepoznavne kot nekaj, kaj smo že videli, oziroma postajajo celo popolnoma nove podobe. V tem smislu se umetnica približa nekih principih metageografije, ker v bistvu podoba postaja tista, ki na nek način ujame to ljudsko domišljijo in s tem ustvarja ta nek novi prostor oziroma neko novo imaginarno mesto. Dela, ki so nastala na razstavi Lepidopterarium, so nastala iz mojega zanimanja in fascinacije glede podobe, ki si jo ustvarjamo o nekem prostoru in kako nastaja ta podoba. Torej, kdaj nam nek prostor postane domač oziroma kdaj preneha biti tuj oziroma, če se lahko to, kdaj tudi zamenja tale občutek. Izhajam iz svojih vsakodnevnih sprehodov, iz vsakodnevnih rutin, pri čemer nabiram razne poglede in posnetke preprosto s pametnim telefonom kot nekakšne snapshote in počasi ustvarjam svojo neko veliko lastno knjižnico nekih arhitekturnih podob, katere nato potem te stavbe digitalno najprej obdelam, tako da jih izrežem, tiste, ki se mi zdijo na neki fotografiji oziroma ko vem, da so takrat v tistem trenutku, ko je bil snapshot posnet, vzbudile mojo pozornost, jih izrežem in nato digitalno kolažiram. Nastanejo tako neki digitalni kolaži. Tu gre zdaj za prvi korak, ko je torej nek tridimenzionalni realni prostor prestopil v dvodimenzionalni prostor. Tega potem zmanipuliram skozi kolaže, dobim neko novo podobo in potem te naprintam na prosojnice in znova prepognem in za tem prepogibom spet nekako stopim v trodimenzionalni prostor. To se najbolje vidi v delu Lepidopterist, ki stoji za mano. In je bilo nastanejo takšni majhni modelčki, so kot nekakšni, ker so to vtisi, ki so zelo krhki, tudi ta prosojnica daje zelo nek krhek vtis, svetloba proseva skozi in morda mi je bila tukaj neka asociacija na metulje, ki so prav tako krhki in so te zbirke metuljev, ki so podobno kot to delo za mano zbrane v nek okvir in zapičeni z buciko, tako sem tudi jaz te zdaj arhitekturne elemente pripela z buciko v okvir, jih nekako ulovila in iz tega tudi izhaja beseda Lepidopterist, to je tale zbiratelj metuljev. Ti modeli so nato služili temu, da sem iz njih izpeljala risbe. To sem naredila tako, da sem jih postavila na grafoskop in v grafoskop je potem na novo projiciral podobo, ki je bila spet dvodimenzionalna.
Potem sem te objektke na grafoskopu nekoliko premikala, jih obračala, da sem dobila različne poglede in ustvarila risbe, katerih fragmenti se potem znajdejo v samih delih, ki jih vidimo na stenah in po tleh. Mogoče bi še hotela izpostaviti, da je kar zanimivo, na kakšen način se ona loteva raziskave samega prostora. Posebej zaradi tega, ker danes vsi uporabljamo pač pametne telefone in če slučajno ne vemo, kje je kakšna lokacija ali če hočemo recimo deliti lokacijo z našimi prijateljima, to ful pogosto porabimo in se pogosto, ko se sprehajamo po mestu, v bistvu gledamo naš ekran pametnega telefona bolj kot naše okolje. Tu zaupamo tehnologijam na tem, da bo naše obnašanje oziroma prostorno gibanje predvidljivo in izračunljivo. Po drugi strani Janja Kosi dela ravno nasprotno. Ona ustvarja celi en novi prostor, ki se temelji izključno na ključnih risbah, ki izhajajo iz dejanskega prostora in v bistvu njena struktura je odprta, ne moremo je ravno slediti in si lahko predstavljamo, da se zelo lahko v njej zgubimo. Na stenah so razstavljene prostorne risbe. To, kar je vsem skupno, je v bistvu to, da so ujete v mrežo in mreža nam pomaga na nek način, da dojamemo to kot prostor. Po drugi strani se vidi tudi ta večplastnost samih asamblažev in nekaj, kar je posebej zanimivo, je v bistvu to, da oni vsi imajo svojo lastno svetlobo. Ta svetloba je v bistvu barva, ki se nahaja v njihovem ozadju in sa svetlobo v bistvu se ta barva reflektira in s tem na nek način postajajo samozadostne. Dela sama spominjajo hitro na arhitekturno maketo, kot nekakšne urbanistične zasnove, arhitekturne ideje, kot neko paper architecture bi lahko rekli. Arhitekti makete uporabljajo torej, da si lahko nekaj lažje predstavljajo, včasih pa nastanejo, torej so prvi zapisi nekih idej, načrtov, planov, lahko so pa tudi dela nekih neuresničenih idej, torej celo utopičnih, ki jih sploh ni možno uresničiti. In ravno tu je zdaj ta igra med realnim, nerealnim, domišljijo, tudi neko nedokončanostjo. Po drugi strani se je umetnici zdelo kar zanimivo, da v bistvu izkoristi ta prostor ArtKita, ki je tak zelo kompleksen, posebej zaradi teh tleh, ker že obstaja ta mreža oziroma ta grid in ga je v bistvu uporabila, da noter intervenira že sa svojim trodimenzionalnim risbama oziroma sa tim skulpturama. Galerijski prostor ArtKita je nekako razdeljen v dva prostora. V prvem prostoru so torej večja dela na stenah, potem tale prostorska dela, bolj nekakšne skulpture. V zadnjem delu pa so manjša dela, kjer je kompozicija tudi nekoliko bolj svobodna kot v prvem prostoru. V prvem prostoru mi je bila res ta inspiracija, so bila ta šahovničasta tla, torej tale logika kvadratov, ki sem jo hotela preslikati tudi v sama dela na stenah, ki delujejo kot nekakšni kvadranti mesta, bi lahko rekli. Medtem ko so dela v zadaj veliko bolj igriva in so kot nekakšni, lahko jih dojamemo skoraj kot nekakšne suvenirčke prvih večjih del. Osnovni material, ki ga uporabljam skozi skoraj večino del, je papir, ki je po svoji naravi izrazito dvodimenzionalen, ampak v njega zarežem in že s tem je nekako prvo opozorilo, že s tem nekako stopim spet ponovno v tridimenzionalni prostor. Torej, osnovno vodilo pri gradnji kompozicije je bila mreža, tale grid,
skozi katero sem potem kompozicijo, takoj me je nekako zamejila. Torej nisem bila več tako svobodna, da bi te elemente med seboj čisto poljubno kombinirala, ampak sem nekako ves čas lovila tole mrežo. Narejeno je vse ročno, tako da velikokrat je prišel komentar, ali je bilo to delo zelo meditativno. Po eni strani ja, po eni pa ne. Po eni strani je bilo lahko zelo frustrujoče in tudi je bilo kar fizično naporno. Po drugi strani je pa bilo mogoče meditativno v tem smislu, da me je malo umaknilo od vsega hitenja, ker se mi zdi, zadnje čase je svet ponorel, tempo je zelo hiter in mislim, da sem tudi nekako iskala nek način, neko tehniko, ki bi me prisilila v to, da se tudi sama nekoliko ustavim, nekoliko umirim in je s tem rezanjem teh kvadratkov me je res to prisililo v to.